Fras in Medvard in Fras in Medvard Show. Kruz, Coffee Crush tekma. Ja, en krasen kavni aparat čaka na vas. Krups Coffee Crush aparat, taki fajn oski je, v nulo je dizajniran, pa še lepo v nulo na pult, taki prijeten zvok ustvarja in v bistvu je stylish ko pes. Tako me malo spominja, tako je, veš, ono, ko si gledal v kakih ameriških filmih, ono gol 50, 60, taki fajn, taki neki malo retro. Ja, pa take prijetne občutke vzbuja, ne? Ja. Fajn, kavica. Ok, in aparat lahko dobite, če malo spremljate nogometno svetovno prvenstvo, namreč iščemo pravilno napoved rezultata tekme tedna. V tem tednu je to tekma Anglija-Hrvaška, ki bo na sporedu jutri ob 22. uri. Do takrat se lahko tudi prijavite, ne? Torej do 22. ure preko SMS-a na 051 220 220 in seveda upamo vsi, da boste pravilno napovedali izid tekme Anglija-Hrvaška. Tako. Ja, zraven pošljite še svoje ime in priimek, ne? Sicer pa velja samo prvi poslani SMS, pošljete pa ga lahko samo do začetka tekme. Tako. In v četrtek bomo med vsemi, ki ste pravilno napovedali rezultat, nekoga izžrebali in Krups Coffee Crush aparat bo vaš. Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush, svetovni kavni aparati. Ne vem, če sta zasledila, za kdo sta. Elon Musk je pred kratkim postal trilionar. Kaj? Po angleško, ker oni imajo malo drugače, v slovenščini je to bilijon, to je enka pa 12 ničel. Enka pa 12 ničel. Ja. Ne, 1 6 milijarda 912 je bilijon po naše, po njihovo trilijon. In ko to slišiš, je pač, ja, cool, pač bogat je. Ne, še eden od mnogih, ampak ko stvari malo razbijamo, razdelamo, lahko komaj vidimo, o kakšnih zneskih govorimo. Elon Musk je torej bilijonar, presegel je enko z 12 ničlami. Za primerjavo, ustanovitelji Googla, Amazona, Oracla in podjetja Meta skupaj, vsi skupaj so vredni 1,3 bilijona dolarjev. Pa so to velika imena, ne? Ja, niso. V bistvu če ne največja imena. Za primerjavo, samo 21 držav na svetu ima BDP višji od 1 bilijona. Kaj? Samo 21? Samo 21 držav. Zdaj, če bi 1 bilijon bankovcev za $1 postavili v dolžino enega za drugim, bi s tem denarjem prišli tako daleč, kot če bi šli 200 krat do Lune in nazaj. Dobro. Okay. Ne? Če bi se Musk odločil, da bo vsakemu človeku na zemlji dal enak znesek denarja, bi vsak od nas dobil približno $122. No. Meni še lahko da vajem. Se odloči. Kom, ti spet. Ja? In če bi želel, bi lahko Musk s tem denarjem kupil čisto vse proizvajalce avtomobilov v ZDA, Evropi in na Japonskem, pa še malo bi mu ostalo. Ko mislim malo, rečem ogromno, še mislim, da enih 100 milijard bi še mu ostalo. Poslušaj, kaj si rekel, ne? Čisto vse proizvajalce avtomobilov v ZDA, v Evropi in na Japonskem, torej največje možne, kaj so. Vse. In ko sem to prebral, zdaj, da se mi je porajalo eno samcato vprašanje, zakaj? Zakaj bi kdorkoli na tem svetu potreboval toliko denarja, sploh ko gre še za enega dodatnega bogatega bumbarja in ne nekoga, ki bo zdaj svet dansko obrnil na bolje in spremenil in rešil vse in zgradil bolnice v Afriki in hranil otroke. Kako se počuti, ne? Ja, on je vesel, verjetno. Ampak veš, ko ne vem, če je vesel, ne? Kaj te vem? Če so taki ne mislim ljudje zaradi denarja, samo veseli, ampak nasplošno zaradi tega pač kaj je, ne, kako se mu fajn napumpa ego in vse ostalo. Ja. Ampak verjetno se ne znajo imeti tako fajn kot mi. Ne, pa še malega ima. Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? 9:01 in je v tem studiu profesor Križanič. Lepo zdrav. Dobar dan, zdravo. Profesor. Zdravo. Servus. Tak je. Je v redu. Tak v redu, ne, kot tebi, vidimo.
in slišimo. Zakaj? Kje si se tak pregnal? Ja, glej, jaz sem vesel, da prijem v vajno družbo. Ne? Pa 3-6 so v datumu. Danes? Pa res. Pa res. Ja. Ja, in kaj zdaj? Roge imaš dan zgor? Ne. Si malo bolj divi. Pravi dan, da se spomnimo Pa se Meatloaf. poganjaš. Okay, ja. Ja. Meatloaf. Ja, ne, veš, on je album njegov iz leta 77, Back Out of Hell. Ja. Ne, Back into Hell je bil potem nadaljevanje te plošče. Zato se bomo danes spomnili iz leta 93 hita I do anything for love, but I won't do that, je cel naslov. Okay. In to je njegov daleč največji hit, s katerim se je na sceno vrnil. Ni ga več žal med nami, Meatloaf je že umrl. Torej, single najdemo na albumu Back Out of Hell, Back into Hell. Single je bil 5 tednov prvi v Ameriki, v Veliki Britaniji pa kar 7. In če bi ostal še en teden dalje, bi postal božični number one. Ampak mu je to preprečil mega hit, vsem znan Mr. Blobby za svojim božičnim singlom. Kdo? Mr. Blobby. Glej, sploh ne. Okay. To pač manj Mr. Blobby. Mr. Blobby. Ja. Številka 1 je bil Meatloaf s tem singlom v 28 državah po svetu, torej bomo rekli en največji hit od 93 verjetno. V videospotu se pojavi Dana Patrick, sicer češka manekenka. Zdaj je res češka, ne ono češka, ne? Ja. Ampak ženski vokal je posnela britanska pevka Lorraine Crosby. In ko je snemala v studiu v Los Angelesu, je bil njen posnetek mišljen samo kot demo za kasnejšo pravo pevko. In takrat so razmišljali, da bi zraven pela Cher ali pa Melissa Etheridge. Ampak avtorju Jimu Steinmanu je bil vokal všeč, pa je rekel, bomo kar ne obdržali. In ker je bila takrat še neznana, je na albumu podpisana preprosto kot Mrs. Loud. Okay. Okay. Je pa res enakovredno zapela z njim v tem singlu in je pač taka mini svinjarija, da ni bolj pač omenjena. Ne? Ampak okej. Če si 100-krat že to povedal za neke, vsakič se to dogaja. Ja, glej. Kaj je to? To je neka zarota, bom rekel. Banda. Ja, chemtrails je pa to. Video je režiral nihče drug kot Michael Bay, ki je tudi pač mojster eksplozij in vsega ostalega. Temelji pa na zgodbi Lepotica in zver. Ja, točno. In takrat so bogega Meatloofa maskirali to zver, sicer. Jaz se ga tako spomnim, niso neke ful. Ampak bilo je ful zahtevno snemanje, ker so ga zmejkapirali, 100-krat, pa je ded skoraj umrl. Pol pa je resno. V originalu je dolga več kot 12 minut, ampak mi ne bomo slišali te, ampak radijsko verzijo, ki so jo skrajšali na koliko, 6, nekaj tu. Na 3,5, kar je v bistvu kriminal in ne vem, kako se bomo to zmenili. Ja, 2-krat je zavrti. Ja, enega za drugim, ja. Ok? Dobro. I do anything for love, but I won't do that, Meatloaf iz leta 93. Območno obrtna podjetniška zbornica Maribor v okviru delovanja kluba Women in Business pa od danes do četrtka pripravlja program brezplačnega kontinuiranega mreženja namenjenega podjetnicam, ki želijo okrepiti svoje vodstvene, komunikacijske in poslovne kompetence ter se recimo tudi povezati z drugimi podjetnicami s podobnimi izzivi in ambicijami. Ja, danes med 16 in 18 ur v prostorih območno obrtno-podjetniške zbornice Maribor na Titovi cesti pripravljajo predavanje na temo skrbi za odnose in obvladovanja zahtevnih sogovornikov. Okay. Podrobnejšo vsebino predavanja pa razlaga današnja predavateljica Mojca Pehant, strokovnjakinja za komuniciranje in psihodinamiko odnosov. Gre za to, da je komunikacija zmeraj odraz nekih naših notranjih stanj, občutkov, čustev in podjetništvo je to pač še toliko bolj izrazito, ker je končni rezultat, se pravi poslovni uspeh, odvisen od tega, koliko zmoremo sami sebe obvladovati in na ta način spostavljati učinkovite in dobre odnose. Vsak izmed nas ima zato svoje
zahtevne sogovornike in zaradi tega nam včasih v odnosih z drugimi ljudmi ne uspe tako, kot smo si v začetku zamislili in potrebno se je ukvarjati s tistim, kar je v ozadju in to bomo danes mi raziskovali na naši delavnici. Super. Okay. Evo, tako da bomo pol tudi mi trije se bolje razumeli. Ja, mogoče. Okay. Greš. Ja. In kaj boste danes med drugim priporočali vašim poslušateljicam, kako reševati takšne situacije? Kadarkoli nas nekdo razburi svojo izjavo, poskušajmo ohraniti zaprta usta vsaj 5 do 7 sekund in šele potem odreagirati, zato da lahko impuls pride mimo teh naših prvinskih možganov do čelnega režnja, o zadevi razmislimo in šele potem odreagiramo. Pa obljubim, da bo uspeh. Ja, Anja. Ste slišali zdaj? Vidiš, zdaj čakam, ker se nisem odzval na tvojo provokacijo. Tako, jaz sem tudi zakril to smehom. Na katero komunikacijo pa se bo osredotočilo vaše predavanje med poslovnimi partnerji ali komunikacijo med delodajalci in zaposlenimi? Bomo udeleženke vprašali, kaj so njihovi konkretni izzivi, potem se bomo pa odločali, ali bomo več časa in pozornosti posvetili vodenju zaposlenih in komunikaciji z zaposlenimi ali pa komunikaciji z njihovimi poslovnimi partnerji. Vendar, ko govorimo o zahtevnih sogovornikih, kot rečeno, imajo podobne lastnosti, tako da nam lahko predstavljajo izziv tako v enih kot v drugih odnosih. Čudovito, v bistvu, ne? Pehantova še na koncu izpostavila, da ljudje pogosto iščemo razloge za osebni neuspeh drugje, ne? Ja. Pa sploh v komunikaciji, ne? Dostikrat pa smo najbolj uspešni takrat, ko se ukvarjamo s sabo, ne? In to seveda velja povsod, na vseh področjih, ne? Absolutno. In če želite izvedeti še več poslovnih modrosti na temo komunikacije, vabljeni torej v močno obrtno podjetniško zbornico v Mariboru od 16. ure naprej. Zdaj, v tem trenutku me je tako zaprepadlo malo. Kaj pa? Ja, da bi nekam šel, pa bi se drl kreten. Jej, lahko zdaj izklopiš mikrofon, pa se deri. Ja, pa ti boš to poslušal, kako se vam dan. Ja, kaj pa? Lahko pa se gremo zdaj oba dret. Tako pa Anja boš oba zaprema poslušala. Tak, ja. Hvala. Anja, Vidim, ja, ajde. Čas je, da vas povabimo v Maribox na en fajn film, ampak najprej se dajmo spomniti, kako je nastajal nov filmski napovednik. Okay? Če sta za. Ja, se veselim, da slišim. Ja, vemo, da dosti krat ne gre, ker je težko, ker se pač... Ja. In včeraj jaz mislil, da bo šlo najprej, ampak potem smo videli tako, da ne bo šlo. Ja, zgledalo je, ker je bilo kratko in ne pač... Obetavno. Ne, Ja. to spokamo hitro, ne? Ampak bolj si ti usta odprl. Ja, pa je bilo konec. No, dajmo se spomniti. Okay. Pozdravljeni, danes bo... Pozdravljeni, danes bo... Kitajski vesolec. Pozdravljeni, danes bo... In kaj pa je zdaj rekel? Tišči ga! Ja, kdo ga tišči? Nekdo, kam ga tišči? Ja, kam ga tišči? Ja, srat, materno! Ko ni bilo konca. A si pa izjemen vesoljec, moram reči. Ja, res je. Tomaž, Tekoče govorim, ne? Ja, hvala za Tisto to. ste pa kar navado, ker je meni prej tudi nekaj rekel zunaj tak. Točno, ja. Ok, film, premagnimo se k filmu, torej Dan razkritja, znanstveno-fantastični thriller Stevena Spielberga, danes v Mariboxu ob 17. uri ali pa ob 20:00. Pozdravljeni, danes bo... Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga ne me razumeš? Ja, kaj ti pa ga, ali kaj? Ja, dež bo spet. Ok,
To so sanje. Jaz sanjam ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam. Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu. Kaj pa je zdaj rekel? Ja, zdaj nič, tišči ga! Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas. Klimo imamo za vas, zastojn klimo z zastojn montažo. Okay? To je izjemno. Res je. Natančneje gre za klimatsko napravo GreenEri podjetje Atlas Trading z montažo, za katero bo poskrbelo podjetje Klimatron. Klimo bomo nekomu od vas podelili ta petek, ampak do takrat imate še več priložnosti, da se prijavite, ugotovite skriti zvok in se uvrstite v finalni žreb. Vsak dan vas izžrebamo 5, v petek pa med 25 nekoga, ki dobi torej klimo z montažo. In današnji skriti zvok hišnega aparata je posnel Jeger in prisluhnimo, kaj to je. Kaj si je te del? Cirkularka. Okay, zdaj je napočil čas za razkritje in torej čas je, da Jeger pove, kateri hišni aparat je posnel. Zvok, ki smo ga danes iskali, ne prihaja niti od mesoreznice, niti od brusilke, frasi, ampak prihaja od te čuda naprave, ko noter mečeš vse sestavine, pa to vse skupaj samo miksa. Kuhinjski robot mu tudi rečejo. Evo. Kuhinjski robot. Kuhinjski robot. Kuhinjski robot. Kuhinjski robot. In med vsemi, ki ste odgovorili kuhinjski robot, ker vas je bilo dosti, smo vas izžrebali 5, ki torej greste v petkov finalni žreb. Anja, povej. Izžrebani so bili družina Mohorič, Brigita, Nataša, Andreja in Uroš. Ja, bravo! Bravo! Čestitke. Evo, da ne bo kdo mislil, da je družina Mohorič 28 ljudi se prijavilo, ne? Tak so se prijavili. Z enim SMS-om. Ok, evo, to je to za danes. Torej, iskali smo kuhinjskega robota, ampak za danes. Ja. Nova runda z novim skritim hišnim aparatom spet jutri in zjutraj že, ne? Seveda. Zjutraj, ja. Pri nas, seveda, ne? Na to tem radiju. Tako da poslušajte in se prijavite. Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo GreenEri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor. Fras in Medvard in Fras in Medvard show.